Dobrodošli, spoštovano občestvo. Dolgouhi Prežin pogledalovi, Rudra in njegove lakomne puščice sikajo skozi zrak. Ratatosk s pomenljivimi poudarki vnema že tako silovit prepir. Geb se bo zdajci nasmehnil, mar bo zatresel zemljo? Kaj utegne odvrniti svečenica, če jo pobaramo skorajšnjem koncu sveta? Bo svetovit kaj bolj v oporo? S silnim bajeslovnim zamahom, ugali česa, odgovor je nedvoumen, atlasa mitov zarežemo v nebo in zemljo, da bi imeli porajanje in konec in vse šir vmes. Ob meni sta profesorica doktorica Svetlana Slapšak, doktorica antičnih študij, antropologinja, pisateljica, kolumnistka in doktor Izar Lunaček, ilustrator, stripar, slikar, komparativist, doktor filozofije. Prisrčno dobrodošla oba. Pozdravljeni. Pozdravljeni, hvala. O Zevsu, gospodarju neba, vladarju bogov, ne izvemo prav dosti več, a to je v biologiji atlasa mitov, ki primakne vrsto mitologij in jih na moč zgoščeno postavi bok ob bok, nemara celo manj pomembno. Če smem zatorej potešiti lastno radovedje. Zevsovi odmaknjenost in nezgovornost imata svoj smoter, je zaščitnik polisa, politike. Predstavljamo si, malce priročno, da gre kateri izmed boginj pripisati izrazitejšo socialno veščino, morda celo zelo nefeministično, sedaj izrečem to, klepetavost, kateri denimo profesorica Slapšak. Kar se Zevsa tiče, gre za brezobzirnega Don Juana, ki nima niti veliko preferenc, karkoli, boginje, nimfe, živali, nematerialni predmeti, materialni predmeti, karkoli je dobro, da zadovolji njegovo moško strast. V tem smislu, Fantki. Ja, seveda fantki. Torej, vse je njemu na razpolago, kar se tiče erosa, kar se tiče želje. Kar se tiče ostalega, je on pravzaprav zelo govorljiv, ogromno govori in se sporazumeva. In je tudi, priznam, tudi predmet zavajanja oziroma njegove soproge Here, ki ko hoče, ga zapelje. Ko je prav in seveda zaradi, bi rekli, političnih ciljev. Torej je to neka zakonska zveza, ki je zelo, zelo neprimerna za tiste, ki mislijo na moralo, in sploh v grški mitologiji je zelo malo takih zadev, ki bi jih vzeli kot primer, kako se obnašati in tako naprej. Torej je za otroke to dosti dober primer, kako se ni treba obnašati. In zaradi tega je seveda tako zabavno. In pa tisto, kar je posebej dobro v tej knjigi, ki je res namenjena otrokom. Vse figure so narisane tako, da so otroške figure z velikimi glavami, z majhnimi telesi in tako naprej. In moram priznati, da sem bila zelo vesela videti neko knjigo, ki je res otroška, ampak po drugi strani je zelo zabavna za odrasle. Tako da, ja, Zevs je veliki gospodar, Zevs se ukvarja politiko, ko je to nujno, ampak je predvsem to nekakšen filender, ki gre kamorkoli, frajer, počne, kar mu pade na pamet in tako naprej. To je popolnoma neodgovoren vladar, bi rekli. Ja, meni je bilo tako vedno zabavno, tudi pri Zevsu, ker sem tako kot mejhan, sem blazno rad bral vse te grške mite in tisto češko zbirko teh zadev, ki je bila krasna, in tisto klasično Švabovo z vsemi noter. Ampak moram reči, da sem pol dejansko šele zdaj pa zvedel ene take zabavne stvari, ko jih ni tam noter, vedno imaš to podobo tega Zevsa, kot tega blaznega ženskarja in ki pač vse osvaja. Pa tako. Pa sem pa zvedel, da podoben, kot smo kasneje izvedeli, da je imel Adam tudi neko prvo ženo pred Evo, ne, ki je bila mečkam bolj še gajstna, je menda tudi Zevs imel to Metis pred Hero, ki jo je potem požrl. Ja, kar je bila preveč inteligentna. Ja, tako da tudi tukaj ima še eno tako zanimivo kombinacijo. In da on zelo veliko te svoje sposobnosti tega spreminjanja v živali pa tako naprej, kar mu omogoča, da potem peca vse te ženske in zemljanke, ne,
mu omogoča to, da je požrl to Metis, ki je bila taka blazna mogočna čarovnica in se je znala spreminjati v stvari. In je to eden prvih primerov te znane bajke, ko jo pa tudi v Butamačku najdemo, ko nekoga izzoveš, da v koliko predmetov, v koliko zadev se lahko spremeni in ko se ona spremeni v muho, jo on hitro poje. Ne? Ampak je noseča, ne, v enem momentu, ko je on pojet, tako da ena od razlag je to, da je Atena, ki pač pride ven Zevsu iz glave, da je pravzaprav njena hčerka, ne, ta najbolj nekako neodvisna, pa najbolj inteligentna hčerka. Ampak problem je bil v tem, da je Metis vedela, da bo sin rojen od Zevsa močnejši od očeta, zaradi tega jo je požrl. Ne. In pa ni samo rodil Ateno, ampak je rodil tudi Dionisa, ki ga je zašil v svoje stegno in potem, ko je bil čas, je pač Dionis se rodil iz Zevsa, torej vse možne funkcije imel. Semelo ni pojedel Dionisovo mamo, ampak je sežgal. Ker je ona zaželela, da ga vidi v vsej moči, ne, ognja in ostalega in nažalost je bila žrtev tega. Atlas mitov je ovenčan zlato hruško. Komisija se je poklonila tudi dejstvu, da Atlas ravno prav skope besedne nize spne z ravno prav sugestivno risbo, kar nikakor ni preprosto. De Moraes igraje z izdatno mero navihanosti, šegavosti, jezdi mitološke valove in primika raznolike kulturne svetove. Res se zdi, da mu je to uspelo. Na kakšen način se zdi, da je zmogel takšen naskok? Mislim, mene to ravno nekako fascinira. Po mojem ste tudi del tega moje obrazložitve citirali, ko sem bil takrat v komisiji, ko smo podeljevali zlate hruške, pa mislim, da so meni rekli, da naj to napišem. Mislim, meni se je zdelo to res fino, kako je s par besedami res sam povzet, kaj naj bi vsak posamezen lik delal in potem je res pač nekako jasno in z vsemi temi atributi predstavljen. Zelo je fajn tako za zapomnci, ne? Hkrati je pa ful fino, ker je ta cel atlas tako organiziran, da niso zdaj našteti ti bogovi, ne? Ampak da so pravzaprav narejeni tako nekako topografsko, da so razporejeni po nekem zemljevidu videnja sveta. Ne? Tako da imaš potem vsakič narisano, kako si je tisto ljudstvo, ko je obravnavano, predstavljalo svet in so pa ti bogovi porazporejeni potem, kar se mi zdi blazno primerno, zato da si res slikovito predstavljaš, kako je izgledal cel en kozmičen pogled od enega ljudstva. No? To se mi zdi res super, to se mi zdi krasno. De Moraes izriše prizor iz Heraklovih 12 podvigov. In tu pomislim, če se je Herakles kot krepak dojenček zmogel zoperstaviti klopotači, pravzaprav dvema strupenjačama, se njegova preobrazba v Boga ob smrti niti ne zdi tako pretirana, če ravno drži, da v grški mitologiji smrtni redko doživijo povišanje v nesmrtne. Ali je Heraklesu kakorkoli v pomoč okoliščina, da je sam Bog Zevs, njegov spoštovani oče? Ne preveč, ker Zevs je imel ogromno sinov. In niso vsi postali bogovi, niso vsi šli v drugi svet v nesmrtnost. Primer Herakla je zelo specifičen v tem smislu, da je to pravzaprav prvi mit, v katerem trpljenje prinaša neko rešitev oziroma rešitev človeka. Ne. Trpljenje je v primeru Herakla tako pomembno, da prvič so to vzeli filozofi, antični filozofi kot primer. In pri antičnih filozofih imate Herakla v mnogih filozofskih šolah, v katerih je bilo pomembno njegovo odločanje, njegova usoda, njegovi človeški napori, ki so v glavnem neuspešni in tako naprej in tako naprej. In na drugi strani je to zelo povezovalo pravzaprav pozneje v antiki Herakla s krščanstvom. Tega se ne zavedamo, ampak to je ena od zgodb, ki zelo ugaja krščanski naraciji. Torej, sami podvigi, ta dela Heraklejeva so nekako kanonsko so izbrali 12, ampak jih je več. In različne tabele prinašajo različna dela. Razni evangeliji. Ja, seveda. Je pa, vsekakor ni samo eden lev, ampak je še eden lev na Helikonu, s katerim se je dolgo časa boril Heraklej oziroma ga lovil.
In ob tem je pa v Tespijah, ki so mesto pod Helikonom, je opravljal druge dolžnosti. Lokalnem kralju, ki je imel 50 hčerk, je pač vsako noč je bil z drugo hčerko in potem je kralj pod sabo imel zelo močno pleme, ki je imelo seveda zelo slavno poreklo. Nikoli ne pozabiti, veste, da del mitov je kanoniziran tako, da so v poklasičnem obdobju, predvsem v obdobju helenizma, so lokalni vladarji zelo pogosto pač lokalne zgodovinarje unajmili, da naredijo zgodovino njihove družine. In seveda je zelo priporočljivo, da je na začetku neka lokalna nimfa, ki jo je na poti srečal Heraklo, tako da cel rod je pač Heraklejev. Tako da, kar se tega tiče, je mnoge od teh zgodb so čista izmišljotina, ki odgovarja neki mehni dinastiji oziroma družini. Ja, super, to nisem nikoli pazil, da pri Herakleju, da imaš te njegove muke in potem mu ne bo vzeti na konci, res tako malega krščanstva. Čeprav je čist kontra, tak mišičnjak, ki silo nekako tudi veliko zadev reši. Ki pije, žre, je popolnoma nediscipliniran. Samo v enem književnem delu je on prikazan kot nekdo, ki je res, bi rekli, filantrop. In to je Alkestida Euripidova, kjer on, ko je že naredil vse, kar je napačnega bilo možno, se je zapil v hiši mrtvega in naredil vse možne incidente, ampak potem se spomni, oziroma razume, kaj je naredil, in potem se bori s samim demonom smrti na grobu in reši Alkestido in ostane, dokler je potrebno, da Alkestida pridobi vse svoje pravice, ki jih kot ta, ki je prišla iz mrtvih, si zasluži. Ona pa je nemilosrdna, bi rekli, od moža zahteva vse sorte. Ampak je to epizoda, v kateri on enostavno človeški, topal in zabaven. Super, drugače ostanem tudi en super strip od Joana Svarija pa Kristofa Blejna, Oidip Polpes, ki je o Heraklovem psu, ki pač hodi naokrog s polbogom, on je pa polpes, mislim, da je sin od Zeusovega psa in potem ona dva hodita naokrog in ta pes je tak blazen filozof, ne, Sokrat polpes, ja. On je tak blazen filozof in gre grozno na živce Heraklej, ki je tak grobijan in pa se skozi nekaj krega, ta je pa prav tak nogometaš je, tak vas grob, pa skozi, to je moj pes, tako, on je pa vas jezen. Je ful zanimiv, tako 3 dele ima. Ena zadeva, ko sem hotel pomeniti, se mi pa zanimiv, tako, ko smo govorili o prehodu enega od Zeusovih sinov med bogove, meni je bila pa valjda, ker se ukvarjam s tem humornim delom, pa s temi sleparskimi bogovi, s temi triksterji, mi je bila pa skozi blazno zanimiva ta Hermesova zgodba. Ja. Kako je Hermes tudi v bistvu sam eden od, v osnovi on sam eden od Zeusovih sinov, pač z neko nimfo, ampak on se odloči, da bo on prišel med bogove in že ko je strtko en dan kot dojenček odskakljavan iz zibelke, in ukrade Apolonu celo čredo pač teh njegovih nebeških krav in jih ene par zakolje in jih žrtvuje vsem bogovom plus sebi. In pol ga zove za ušesa Apolon in ga odpelje gor k Zeusu in on pa tam začne kar nekaj prepevati, pa lagati, pa tako in blazno šarmira vse in pa reče, dejte, kakšna luška dojenček, ne moramo biti nanj ga jezni in ga kar vzamejo, tako vmes med bogovi in pol rata najbližji nekak Zeusov pomočnik in je skozi nek tak, v bistvu ne spada v osnoven panteon, hkrati pa najbližji glavnemu bogu. In se mi zdi ful zanimivo, kako to nastane. Je pa čist, njega se pa ne bi dal dobro v krščanstvu uporabiti, čeprav je malo mogoče osnova za angele, pa za te zadeve, ne? Ne, Hermes je nekaj pravzaprav veliko bolj globokega. To, da je lopov, je nujno, ker je on izumitelj črk in glasbe in vseh tipov komuniciranja. Torej, nekdo, ki razume sisteme, mora biti lopov. Ne moreš drugače. Ne, danes bi bil heker, recimo. Ampak je nekdo, ki pravzaprav ima to praktično znanje, sporazumevanje in komunikacije, ki ga nima noben od drugih bogov, ki se ne razumejo dobro smrtnimi. Hermes se odlično vse razume, ne? Vse jezike. Tako da v tem smislu je on obenem zabavljač, najmodrejši od vseh, kar ima to moč, da formulira, da res v formulah prenese tisto, kar se pove, in obenem pač zabavlja, ker glasba je tudi jezik oziroma tudi matematika, tudi vse to in on je gospodar tega in seveda obenem je tudi kockar, izumitelj kocke. Torej vse skupaj gre. Ja. In to se vedno pojavlja, pri vseh teh, kadarkoli imaš te sleparske bogove, imaš
ta moment, ne? To, da je periferen, da je mal izven panteona, da pol stoji med nebom pa zemljo, ravno zaradi tega lahko posreduje med bogovi pa med smrtniki, ne? In vedno je povezan s tem, s komunikacijo, s trgovanjem, s potovanjem, ne? S črkami, tako, blazno zanimivo. Z igrami na srečo vedno. Ja, absolutno, seveda. In ob tem je pa tudi pastir. Primarno je pastir, tisti, ki pač. In seveda v tej stavbi, v kateri smo, to je gospodarska zbornica, bi na strehi morala biti figura letečega Hermesa. Pa nažalost ni. Od velikega komunikatorja do tretjega očesa, ta lok se meni sedaj neogibno ponudi. Svet mitologije res kipeč kotel. Ko sem znova drsila med vrsticami, so se mi tu in tam ponudile primerjave, po večini ohlapne in včasih tudi manj umestne, a dovolj kratkočasne, da sem ustrajala v njihovi družbi. Azteški bogovi so vsaj zame oddaljena galaksija. Tam naletim na boga po imenu Tezcatlipoca s čarobnim ogledalom, ki vidi in nadzoruje vse. Pa je moč tudi v kiklopskem očesu videti svojevrstno ogledalo, v tem uročljivem očesu, nemara tretjem očesu. Kaj pravite? Težko vprašanje, ker grški kiklop je pravzaprav oseba s težavami. On ne vidi dobro. Ne, njegovo oko mu ne služi ničemu. Drugi bogovi v drugih mitologijah, seveda imajo to moč, da vidijo več. Seveda videti več je in povezava z ogledalom je zelo normalna, ker imamo ta fenomen v lingvistici, v zgodovini pomenov, pravzaprav v zgodovinski semantiki, da se oko pušča svetlobo in na ta način vidi in potem se ustavi na nekem predmetu, ki odbija svetlobo in na ta način se vzpostavlja vizualnost. Tako da strelaš iz oči. Točno to, strela iz oči. Tako da, kar se tega tiče, oko je zmeraj v metaforiki, v mitološki metaforiki povezano z ogledalja, tam, kjer obstajajo, v kulturah, kjer so obstajale ogledala. Na drugi strani je pa zanimivo tudi to, da oko lahko ubije. Nekateri imajo oko, ki lahko ubije. In pa nekateri imajo tudi mobilno oko. Tega je v mitologiji ogromno, tiste 3 starke, ki si razmenjujejo eno oko, da bi karkoli videli in tako naprej in tako naprej. Torej, oko je seveda ključni, če hočete, ključni del človeškega telesa, ki je za mitologijo osnovni, bi rekli. Meni je bilo to skozi zanimiva, ta primerjava s kiklopom, tako je Tjaša omenila, ker se mi je res del, da imaš drugje, imaš ta moment tega enega samega očesa, kakor očesa, ki vse vidi. Zaradi tega, ker če imaš 2 očesi, je to v bistvu perspektivičen vid, je vedno subjektiven vid, ki vidi z 2 strani naenkrat. Eno oko je tisto, ko vidi res objektivno. Medtem, ko pri kiklopu se pa pojavi kot nek handicap, kot nekdo, ki je manj od človeka, ampak se prav vidno, da kiklop v tem primeru že nastopa v okviru te Odisejeve zgodbe, ko je že malo taka humanistična slavnica temu zvitemu človeku, ko tudi malo naokrog prinese bogove, pa pretrpi vse to. Se vidi, da se kiklop tam pojavno. Ampak eni so pa njih to, vem, da tako v stripih je veliko tega zafrkavanja iz krščanskega boga, kakor kiklopa. In tudi obstaja en super strip, ko zdaj tako redo omenjam od Winchellsa, ko je dobil najvišjo nagrado na francoskem stripovskem festivalu, ko mu je naslov V Boga verjamemo, in je ena taka pač zgodba zelo komična o Bogu, kjer je Bog narisan kot kiklop, kot en tak velikan z enim samim očesom, sicer s temi dolgimi lasmi pa brado in on tam dela in barva zemljo in tako in se zaljubi v Marijo, ampak je kiklop, ne? Slovanski bogovi se pnu po mogočnem hrastu, zares veličasten prizor. Daš bog sonca, se po dnevi v koči vozi po nebu, egipčanski bog Ra krmari sončno barko in se po noči upira gromozanski kači. Vemo, da je Helijeva božanska dolžnost voziti kočijo, v katero so upreženi zlati konji, ki se uklonijo le njegovi volji, kakopak. Toda Helij se za razliko od Daš boga denimo ali Raja do večera ne postara, da bi naslednje jutro spet ugledal svetlobo kot rosni mladenič. Zato pa Helij vidi zemljo scela. Edini pravzaprav, če se ne motim. Kaj vse vidi? Vajna ljubezen do mitologije oziroma mitologije tako širna, da si lahko dovolim to vprašanje, karkoli bo že ta trenutek prijatelj posredoval. Kaj vse vidi?
Jaz se takoj spomnim nekih ameriških starih rock pesmi, kjer je Riders in the Sky in tem podobno. Namreč ta gost promet na nebesi, ker je ogromno bogov, ki letijo z enega konca na drugi tekom dneva, verjetno so možne tudi kakšne nesreče in tako naprej, če ne spoštujejo pravil. Imaš potem ta air traffic control. Air traffic control je absolutno nujna. Vse v nekaterih filmih se tudi to pojavlja kot štose. Torej, oni vidijo vse ne zaradi tega, kar so sposobni videti, ampak predvsem zaradi tega, kar vse, kar je okrog, njihovi konji, kočije, pomagalci, nimfe, ali pa vile, ali pa boginje, ki so naokrog, tudi gledajo. To je cela ekipa, ki gleda. Ker tisti, ki vozi, bi rekli, je pač ne more veliko videti. Torej, vsa njegova oprema, vsa njegova, bi rekli, vsi služabniki gledajo. In zaradi tega je on tako močan, pravzaprav, ker ima informacijo od vseh ostalih. In to je pravzaprav zelo kompliciran projekt. Vsako jutro se opremiti, pripraviti konje, pripraviti pomagalce, videti, katera pot je sigurna in tako naprej in tako naprej. In potem, ko imamo zgodbo o Ikaru, ki pač ne spoštuje pravil, ne zna se obnašati v prometu. O Fajtonu, ne? Ja, seveda. Pogledamo in vidimo pravzaprav nesrečo nekoga, ki nima dovolj znanja. To je tisto, kar je zelo, zelo karakteristično in zelo globoko kot misel pravzaprav. Ker Daidalos, ki je Ikarov oče, je nekdo, ki je modrec in izdeluje stvari. Izdeluje avtomate, izdeluje stroje, izdeluje vse sorte različnih pomagal in on bi rad prenesel vse svoje znanje na svojega sina, ampak nažalost sin enostavno ni dober študent. Ali pa predzgodaj poleti, si ni zaslužil tega, da bi že takrat letel, ne? Ni še dovolj moder, mu je očka, mu je naredil krila in pa je šel sam. Ja. Čeprav ko pade, ko je pa sin, ta Fajton, Foton, ko je pa sin od Heliosa, ko pa tudi dol pade, ker si sposod očetal avto za eno rundo. Ne? Ampak je pa blazno zanimiv, da imaš, pri tem vidiš, da je tako grška filozofija, da je že mečken moralistična, da je tako že malo bliz krščanstvu, medtem, ker ene take zelo tako poganske variacije tega motiva so pa blazno bolj hecne, no? In obstaja v Severni Ameriki enemu od teh plemen, ki imajo kojota za sleparja. Zdaj ne vem, ali so tlingiti imajo krokarja, ali so blackfooti. Skratka, eno od teh plemen severnoameriških ima dejansko zgodbo, kjer si kojot sposod sončevo kočijo za en dan in ne pade dol. Vse čisto normalno se voz, vse v redu zrihta, ampak problem je, ker ni tiho medtem, ko je gor. Ker ves čas na glas govori, kaj vidi. Ne? In vid prešuštva, vid ljudi, ki delajo prepovedane ali pa skrite stvari in vse na glas govori, lega tistem kakav grmovju, ti pa kar spiš z ženo od sedečega bika, kaj pa je to in tako. In so na koncu čisti jezni, na koncu sem normalno parkira kočijo in gre ven in ljudi rečejo, lahko prosim, to pa ni, lahko prosim sonce, ko je vsaj tih naprej voz to kočijo. Tak super twist. Zloraba. No? Ja. Zloraba položaja. Ja. Zloraba položaja. Antični filozofi, tudi Aristotel, da ne bo pomote, so menili, da se ženski rod uvršča nekje med živali in ljudi, pošiljnica moške. Ja, to je Aristotel. Platon je bil malce bolj umirjen. Kako pa, to je nehvaležno vprašanje in mogoče ga bo skorajšnji konec tega pogovora ravno na pravem mestu prirezal, kako ženska potuje na perutih izročil, bajeslovnih izročil, o katerih prebiramo v Atlasu mitov, če napravite nekaj posnetkov, hitrih posnetkov. Ja, kar se tiče žensk, je mitologija veliko bolj pravična kot Polis sam. Namreč ženske so drugo pleme, enostavno. In pa ženske imajo moči, ki jih moški nimajo. In zelo pogosto prevladujejo s svojimi močmi. Hera zapelje Zeusa, spremeni potek vojne, Afrodita pobegne iz bitke, ampak na drugi strani zapelje vsakega, ki ga hoče ali pa noče, vseeno. To so velike političarke. Ti da uspe,
pri Zevsu, kot bivša ljubimica, kot bivša ljubimka, da pač dobi nek privilegij za svojega sina Ahila. In tudi druge boginje so zelo dobre v prepričevanju, v zapeljevanju, v prevari in so zelo dobre v magiji, v črnih poslih, bi rekli, ne? In so pravzaprav zelo, zelo premočne in zelo pogosto. To je seveda ostanek prejšnjih verovanj in prejšnjega statusa boginj na Mediteranu, kjer imamo veliko močnih boginj. Na drugi strani pa so tudi literarno vpletali v mite motive o ženskah, ki so nepremagljive. In zelo pogosto se mešajo miti in realnost, recimo v primeru Kleopatre, v primeru Zenobije, v primeru Artemize in še nekaterih drugih zgodovinskih žensk se vpletajo mitološki elementi, kar je zelo značilno. Torej, kar se tega tiče, boginje pa res ne trpijo od filozofskih omejevanj. Niti najmanj. Ja, se je zanimivo, da Platon pa sploh oni zgodni filozofi so se zelo nekako jezili nad dobesednim razumevanjem lastne mitologije, ne? Ker se mi je zdelo, da prvič, da bogovi ne smejo početi takih neumnosti, da je to zelo slab zgled za ljudi, da bogovi morajo biti absolutno dobri. Pa si predstavljam, da mi je šlo tudi kar v nos to, kakšno močno vlogo so bile ženske v tem, ne? In so popravljali mite, ne? To je tisto, kar je zanimivo. Namreč v filozofskem prepričevanju mit služi kot sredstvo. Ne? In pa to je postopek, ki nam popolnoma jasno razkaže postopek z mitologijo samo. Namreč miti se prenašajo tako, da se prenaša osnovna zgodba, pa se doda nekaj soli, nekaj lokalnega, nekaj karkoli humornega, iz formul se izvleče tisto, kar je najbolj zabavno in tako naprej. Miti so živa materija. In zaradi tega sem jaz ta termin miturgija uvedla, da je to delo z miti, ves čas se modificira in filozofi jasno kažejo kako in zakaj. Torej, če hočete, ideološki, filozofski cilji so popolnoma jasni in iz tega deduciramo, kako pravzaprav vsi se obnašajo z miti. In zaradi tega je ta knjiga pravzaprav tako uporabna, da pač otrok in starši skupaj morda berejo to knjigo in potem pa razne variante. Kaj bi se zgodilo, če bi recimo, ne? In potem pa gre novi mit, ki je legitimen, tako kot vsak drugi. Ni prvega mita, ni čistega mita, nič takega. Ja, blazno zanimivo je, če greš nazaj k nekim mitom, ko so bili uporabljeni, kaj vem, recimo v krščanstvu ali pa v filozofiji ali pa tako naprej, ali pa k bajkam, ne vem, k nekim starozavezne bajke, ki so uporabljene v krščanstvu in greš pol nazaj k osnovni in vidiš, da lahko blazno enih drugih poant od te, za katero je bila uporabljena. No, to je luštno, da pri mitih, da so strašno ambivalentni. Ne samo, da so živi, ne, ampak so tudi zelo življenjski. V smislu, da niso tezni. Ne, sami po sebi niso ideološki, ampak imajo ful enih možnih interpretacij. Taki eksplozivčki so. Jaz bom to misel, taki eksplozivčki so uporabila kar za svojega papirnatega zmaja na tem mestu. Obima se prisrčno zahvalim za vajine iskre misli in seveda gledalcem privoščim družbo Atlasa mitov. Prav res vam ne bo dolg čas, niti za hip, pa če boste kakšno ideologijo ali nasnutek ideologije prebrali v podtonu, preberite znova. Hvala vam. Hvala vam. Srečno.